Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Nace 21. oddaja, zdravo. Zdravo, smo šli v tretjo desetico počasi. Ja. In pozdravljen naš nov gost, nov center današnje oddaje, Zoran Zeljković. Lepo zdrav. Zdravo, Zoran. Zoran, smo si zadali tako malo, bomo šli naokrog, pa prišli potem do tega današnjega centra, ki naj z Nacetom zelo zanima, kako ti uspeva ustvarjati tole zmagovalno mentaliteto iz zadnjih 2 sezon. Ampak bi vsem začel mogoče prej pri tej tvoji poti. Ne? Ti si še, lahko rečemo, še 4-5 let nazaj si še aktivno igral nogomet. Zdaj že 6. sezona, ko je mimo, ko si zaključoval pri NK Bravo. Drži tako, ne? Ja, potem sem šel še malo v Avstrijo, ampak to je bilo že bolj rekreativno. V Krki nazadnje sem igral, bom rekel, nek resen nogomet, pa sem se odločil, da bom šel v Avstrijo. V bistvu, če si iskreno, za isti denar sem 2-krat, 3-krat se zapeljal, malo več bil z družino in na koncu. Potem sem se pa približal počasi Bravo. Ja. Tu si se pol tudi že odločil, da boš šel v trenerske vode. Si to že prej vedel? Si že kot igralec to vedel, da boš to počel? Ne, nisem vedel. To je bilo pol proti koncu kariere, ker sem malo razmišljal, kaj bom sploh počel, v bistvu kaj znam početi. Pol sem hitro dojel, da ne znam nič. Tako da... In pa si ugotovil, da nekaj dobro počneš, pa si rekel, boš pa do trenerstva ali kaj? Ja, rekel sem si, to najdalj počneš, daj probi. Ok, jaz bi te tu mogoče vprašal, ti si pač igral, ob tem, da si igral v Krki, si igral za Olimpijo pri nas, pa Interblok, pa Bravo, sicer Bravo takrat šele v vzponu, ne? Si pa igral tudi na Cipru, pa na Madžarskem, ne? Koliko lahko ti kaj primerjaš te lige, rečemo, med sabo? Kje ti je bilo najtežje ali pa kje ti je bilo najtežje mogoče iz vidika načina življenja, pa kje ti je bilo najtežje iz vidika nogometa? Zdaj se pravim, niso to neke ne vem kakšne lige, iskreno, da bi bilo to ful neka velika razlika. Zdaj Ciprska liga je dost, tako bom rekel, fizična, se pravi ogromno nekih, bom rekel, igralcev, ki imajo res dobre predispozicije. Tako da ja, malo sem rabil, da sem se navadil, ampak jaz mislim, da sem se dokaj hitro se konec koncev smo imeli tam neke rezultate, tako da sem se prilagodil. Pač tam je zaradi nekih drugih stvari je malo kratko trajalo, ampak potem sem šel na Madžarsko. Tam sem preživel kar nekaj let in na koncu so bile spet neke finance problem, tako da sem se tudi zaradi tega odločil, da prijem nazaj. Tako vse posod. Pa Madžari tudi igrajo tako dosti fizično, ali so zdaj v zadnjem obdobju, ko gledam, ne, so naredili zelo velik preskok, tudi na reprezentančnem nivoju. Se mi zdi, da Madžarska v zadnjih 10 letih je v zelo strnem vzponu. So takrat, ko si bil gor, že vlagali več v nogomet. Sicer vemo, da Madžari imajo zelo dobro tradicijo, ampak so bili vmes v nekem zatonu. Zdaj pa ponovno, kakor jaz gledam, je trend madžarskega nogometa v vzponu. Ali se meni samo zdi? Je, sigurno, da je. Že takrat, ko sem jaz bil, so res ogromno vlagali. Jaz sem bil tako zelo presenečen.
Vsak klub je imel, ne vem, za slovenske razmere zelo, zelo dobre pogoje. Tako da zdaj liga, iskreno, takrat, ko sem jaz bil, da bi bilo ne vem koliko boljše od Slovenije, ni, ampak tujci, tako kot posodi, delajo to razliko. Oni pač veliko bolj lahko to plačajo in to je posledično na koncu malo tudi boljša liga. Kaj pa pomeni za pogoje? Kaj to pomeni? Število igrišč, trening centri? Tako, ja. Zdaj, se pravim, v Sloveniji nimamo veliko. Jaz sem bil čisto v enem poprečnem klubu, pa smo imeli, ne vem, 4 igrišča naravna, 2 umetne trave, tako ne možeš si to zamisliti pač pri nas. Ne. In potem si se odločil za trenerski poklic. Kdo te noter sploh potegnil v to? Ja, se pravim, zdaj malo iskreno najbolj situacije. Ampak kaj se je že našel vmes kak trener, pa da ti je vmes, ko si še igral nogomet, da ti je rekel, čuj, ne vem, te je opazoval, pa je rekel, čuj, Zoki, imaš neki, kaj če bi ti razmišljal, ko boš zaključil, da bi se podal to, ali si se sam za to odločil? Ne, sam sem se odločil, se pravim, pač situacija me prisilila v to, da sem pač mogel nekaj delati. V nogometu nisem toliko zaslužil, da bi lahko pač doma sedel, razmišljal. Pač otroci, družina, mogel sem se zelo hitro odločiti. Tako da dobil sem ponudbo Boštjan Kreft, mi je v bistvu povabil, da bi imel pač, da bi začel z otroci in to je bil nek moj, bom rekel, začetek. Tako da, ja, tako se je začelo. Kjera selekcija ti je bila na začetku? Kaj so ti porinili, da čujemo, kje si štartal? Štartal sem z U12, s tem, da sem potem čez kakšen mesec, no, sem začel še po šolah hoditi, tako da sem imel res v bistvu od, ne vem, 6 leta pač pol še do članov. Pol sem začel tudi Boštjanu pomagati v članskem nogometu, tako da sem bil res obremenjen tisti cajt, ampak ogromno nekih izkušenj. To sem hotel reči, kako si mogoče dojemal to, ker se mi zdi mogoče nekdo, ki je bivši nogometaš, bivši igralec, pa prestopi v to vlogo trenerja, je dostkrat to dojemanje, itak vem dosto nogometno, polko pa mogoče greš skozi neko piramido mlajših selekcij, pa daš treninge čez, pa se skozi to izobražuješ, pa ugotoviš, da mogoče marsičesa tudi tebe niso naučili, ali pa da je vmes nogomet že šel naprej, pa začneš tudi mogoče neko ozadje teoretsko spoznavati. Se ti zdi, da ti je dalo to neko dobro podlago tudi za naprej pol, ali kak dojemaš zdaj recimo za nazaj, ko pogledaš to pot? Ja, ogromno podlago. Tako skozi govorim, v bistvu nogomet kot igralec in kot trener je za mene velika razlika. Se pravi, enkrat, ko si trener, začneš malo širše gledati, malo bolj dojemati neke stvari. No. Tako je bilo tudi z mano. Kaj je pa bil tisti prvi šok, ko si prideš na prvi trening in zdaj ugotoviš, ok, zdaj pa nisem več v tisti vlogi, zdaj sem malo pošalil, pa vem, da ne bom večina igralcev žalil, ampak ni mi treba razmišljati, ne, se mi je trener povedal, kam, kak, zakaj, malo se zezancije, kdo bo komu med noge porinil, pa ne vem, če ste imeli kaj drugega. Kako ugotoviš, ko stopiš na igrišče, kaj vse moraš zdaj začeti razmišljati o tem, da bo potem tudi trening nekje tekoč, pa organiziran, pa tako. Koliko si to te prve treninge doživljal? Se ti tega spomniš? Ja, spomnim se, seveda se spomnim. Zdaj iskreno, zdaj oni, ki me malo bolj poznajo, vejo, da sem jaz rad organiziran. Se pravi, sem se pripravil, ampak ne glede na to, kako sem se pripravil, sem pač po treningu dojel, da veliko stvari je bilo narobe. Tako da sem se učil iz napak, ampak hvala Bogu so bili otroci, niso vse teh napak prepoznali. No. Tako da sem se mogel sam analizirati. Tudi Boštjana sem kdaj prosil, da je kakšen trening pogledal, da so se pogovarjali, kaj bi lahko boljš, kaj sem jaz sploh hotel. Imel sem tudi Filipa Mendeša zraven, se pravi, kam ogromno nekih izkušenj, tako da so mi pomagali, no, iskreno, in pol mi je bilo dosti lažje. Mentorstvo je pomemben del tega.
Kaj ti je bilo glavni problem, da si pripravil preveč stvari za trening ali kaj drugega na začetku? Moje izkušnje so s temi trenerji, ko začnejo, da imajo za 3 treninge materijala ponovadi narejenega, ne? Ja, isto. Boljš, da imaš preveč, kot da zmanjka, pol sred treninga, pa ne veš več kaj. Pa pogleda na uro, pa sam 15 minut, če imamo zadnje en čaka, veš. To so res izkušnje. Pač jaz, ko sem začel, ne vem, v enem treningu bi rad vse pokazal, pa ko potegneš črto, nisi nič osvojil, ne. Tako da, ja, pol sem šel malo bolj sistematično in bolj počasno. Tako da je bilo pol s časom je bilo malo lažje. Dober, Bobi ima dosti izkušenj, tako da verjamem tudi, da ti je tu dosti pomagal. S tem, da si ti zelo hiter iz teh mlajših selekcij prišel potem tudi na članski nogomet. Se pravi, začel si z Bobijem kot pomočnik, ne? Kaj pa pol sledil? Ti si zelo hiter tudi na svojo samostojno pot šel. A si še imel, zdaj sam tu me datumsko malo poprav, si ti predtem bil v Celju, pa si se potem vrnil nazaj v Ilirijo, ker tu zdaj edino nisem dober datumsko krivuljo si potegnil. Ne, tako je bilo. V bistvu sem, se pravi, Boštjan je bil tudi članski trener v NK Bravo in me pač prosil, če mu pride malo še tja zraven pomagati. Jaz sem se z veseljem odzval, ker sem vedel, da bom še neke dodatne izkušnje tam si nabral. Potem sem podobil ponudbo, da grem trenirati kadete Olimpije. Tako je bilo, okej. Bolj resna zadeva, tako da neka samostojna pot, no, bom rekel, da se res tam začela, no. Kako je pa to izgledalo potem s temi pubertetniki? To me tudi zanima, ker zame osebno se mi zdi, da kadeti na eni strani so v drugem delu sezone zelo hvaležna skupina. V prvem delu sezone so pa zelo divja skupina. In da je tako en tak prehod, kjer že nekaj znajo nogometa, ampak je zelo podivjano več ali manj tudi ta prva kadetska liga. Zelo veliko tempa, zelo veliko akcij se zgodi, ampak tudi zelo veliko napak, no. Koliko si ti doživljal ta del? Ja, sigurno pri otrocih je malo več nihanj. Nižje, ko greš, je pač teh nihanj več. Zdaj, pri kadetih sem jaz imel res srečo, da sem, upal bi si reči, eno najboljših generacij treniral, če ne najboljša. Se pravi, 2001 letnik je bil res dober na Olimpiji, se pravi, tudi predtem so bili prvaki, če se ne motim. Tako da sem imel res nadarjeno generacijo in v bistvu z veseljem sem jih treniral, ogromno so imeli že neke podlage, tako da mi je bilo res veselje delati z njimi, no. Skot si čist idejno izhajal, kak nogomet želiš igrati, čist iz tega, kar si sam igral, pa ti je bilo blizu, ali si se po kom zgledoval, si imel tu kakšne vzornike oziroma mentorje, kak si sploh določil nek model, recimo, ali pa kaj si želiš igrati? Ja, zdaj, se pravim, ko sem videl, koliko znajo nogometa, bi v bistvu lahko igral, kar bi hotel. Tako da zdaj vsi si želimo pač, po moje, imeti neko dominanco v igri, ampak včasih pa če dobiš neko ekipo, ki pač ni to zmožna. Zdaj, jaz sem imel res še enkrat take fante, da karkoli bi se odločil, mislim, da bi lahko z njimi počel. In večinoma res mislim, da smo, lahko upam si reči, na vseh tekmah imeli posebej boljšo, bili dominantni v teh vseh segmentih igre, no. No, ko to te lahko tudi odpelje hiter, da imaš preveč opcij na nek način in pol se lahko bi se tudi zgubil, ne glede na to, da nisi verjetno prejmel, kolikor razumem, izkušenj z velikim nogometom, kar se tiče vodenja selekcije, ne, in pol si v bistvu postavljen v to vlogo in normalno moraš začrtati si neko pot, pa iti z neko idejo naprej. Tako da v bistvu si imel sladke skrbi po eni strani, glede na to, kako dobra selekcija je bila, po drugi strani si pa očitno tudi dobro speljal. Ste bili pol prvaki s to ekipo, ali kako je bilo? Ne, nismo bili prvaki, smo bili v vrhu, zdaj teh, kot veste, se pravi, te, ki so prvo leto, 2001 je bilo tisto leto, so bili prvo let kadeti, večinoma teh
ki bi lahko v bistvu igrali še za nas, so igrali za mladince in kakšne tekme, no, smo igrali na koncu te neke derbije, se je to malo poznalo, ampak ne vem, po dolgih letih smo res nadigrali Domžale, ki so bile predtem res dominantne, z Maribor smo zmagali, tako, ampak v drugem delu, ki bi mogli biti v bistvu boljši, smo bili mi slabši, glih iz tega razloga, ki so v bistvu te naše fante, ki so trenirali z mladinci, zadnji teden v bistvu jih vrnili k meni in tle sem jaz bil pač malo imel težave, razmišljal sem, da si otroci niso nič krivi, ampak vedel sem, kaj bo to pomenilo za garderobo, ne. Tako da sem jaz te fante pač v bistvu dal igrati in na začetku nismo imeli nekih rezultatov, tako da sem imel že tam neke težave, ker sami vemo, da se slej ko prej trenerji soočamo z njimi, tako da ja, ogromno nekih izkušenj. Tu v mlajših kategorijah ti prehodi gor dol so veliki šoki za igralca, ampak pol tudi za trenerja, sploh takrat, ko dobiš igralca nazaj, ki je prepričan, da bo kar igral, da bo vse okej, ne. Na drugi strani pa takoj oni mislijo, da mogoče pa tudi ni treba toliko veliko trenirati, ali je to neka podzavest, ne vem, kakorkoli pa se že vzame. Nekateri so tudi užaljeni potem, ko pridejo nazaj, ne. Ko češ, da bi morali biti gor, ne. Tako da to je tudi verjetno bil tako zanimiva izkušnja, ki ti je bila prvič dana, ne. A bi danes drugače speljal to isto situacijo? Bi jih dal igrati še vedno? Ma isto bi dal, se pravim, ker otroci res niso bili nič krivi. Nismo jih pač, ne osebno jaz, ampak moji nadrejeni so jih dali, da igrajo z mladince in oni so jih tudi vrnili. Jaz sem pa razmišljal, da oni niso nič krivi. Zdaj, iskreno sem imel pa prve težave takrat z direktorjem, ker sem mogel pa odgovarjati za njihovo igro. In tle so začeli neke probleme, na koncu sem tudi zaradi tega pol po moje tudi šel z Olimpije. Če se tu ne predvideva tudi, kakšne so lahko negativni učinki takih stvari, je zelo pomembno, pač, da tisti, ki so v upravnem odboru ali direktorji šol ali kakorkoli, da razumejo, da je ta možnost upada kvalitete igre v teh prehodih gor dol lahko zelo velika, no. Jaz se to spomnim pač čisto, ko moji igralci, da se mi je zgodilo celo, ne vem, Bratanoviča, ko je igral tudi v Domžalah, pa je šel v tujino, da je že igral kot prvo leto mladin za člane, pa so mi ga potem vrnili, ne. Pa je pa 6 tek mogel sedeti pri meni, da smo mu glavo malo nazaj nastavili. Je pa bilo, moram reči, da sreča, jaz sem imel takrat to srečo, da tisti, ki je bil odgovoren, ne, sicer me je malo dvakrat tudi okregal, ne, v tem smislu, zakaj ne igra, pa kaj imam proti njemu, ne. Na koncu se je pa potem ponovno dobro speljal, ker tudi to hlajenje včasih igralca obrodi neke sadove, no. Da se ga umiri nazaj, da se ga nastavi na treningih in potem lahko naprej igra, no. Sigurno, jaz osebno mislim, da za nobenega ni dobro, če ve, da bo igral. Pa je lahko to otrok, član, kdorkoli. Tako da jaz se s tem iskreno nisem strinjal, ampak se pravim, mogoče sem malo preveč človeško gledal, tudi nisem želel otroke dajati, ne vem, 5 minut do konca noter, da bi pač jaz to tekmo zmagal. Se pravi, vedno sem, ne vem, raje ga pustil na klopi in potem naslednji dan, ko smo imeli 2 ekipe, mu dal malo večjo minutažo. Ampak se pravim, različne načine vodenja imaš, jaz sem razmišljal, gledaj, to so otroci, ni mi bil tako pomemben rezultat, iskreno. Od tu pa pol se je zgodil članski nogomet zate, ne? Ja, tako kot sem rekel, zdaj pač tukaj se pol nisem pač strinjal z neko filozofijo takratnega športnega direktorja in potem sem dobil čez par dni zelo hitro ponudbo, da bi šel pač za pomočnika v Celje, ker sem pač z veseljem to sprejel in spet videl tle neke nove izzive. Tako da z Dušanom Kosičem, ki je bil tudi naš kot gost pri nas, tako da imamo najdaljšo oddajo z njim narejeno, je bila ravno ta del z njim zanimiv, ne, kako je ugotavljal
sploh takrat, ko je z Miklavičem začel delati na nogometni zvezi kot selektor, on pa kot direktor reprezentance, koliko veliko stvari ne zna. Ne. Koliko si ti s tem, da v Olimpiji ne bi predolg, koliko ste imeli strukturo treninga in vsega tega narejenega, ampak v Celju je bila takrat struktura dela na zelo visokem nivoju in strani monitoringa igralcev in strani priprave igralcev in strani tudi video priprave ali pa video analiz in vsega ostalega. Koliko si ti zdaj to gledal prej kot igralec, pa zdaj kot trener, ko pogledaš iz druge plati, kakšna je količina, da ti vse te informacije obdelaš in potem v 5 minutah, ko moraš predstavljati ali pa še manj igralcem, včasih imaš kaj več, včasih kaj manj, ne, ampak koliko si ti zdaj tu doživljal pol te stvari? Ja, jaz sem se iskreno od Duleta veliko naučil. Zdaj prej, ko ste rekli, da ste imeli zelo dolgo oddajo, mi to so se velikokrat pohecali, on se tega zaveda, tudi govor je imel včasih malo daljše, pa je potem rekel, imate radi govorim, tako da se Vse je rekel, on je tudi rekel, da kdo pravi, da igralci ne morejo 15 minut poslušati, mene so lahko tudi le, ne. Ja, res, se pravim, še enkrat, res je ena dobra izkušnja za mene, ki je bila tako malo specifika, ki jaz pa Dušan že tako kot igralec in trener niso glih najbolj razumeli, ne. On je bil tvoj trener. Ja, bil moj trener na Olimpiji. Ne vem, če sem kakšno tekmo pri njemu do konca odigral, iskreno. Vedno me je menil, tudi takrat je bila res taka malo situacija na Olimpiji. Takratni predsednik, jaz sem imel nek oseben dogovor z njim, v glavnem oddaja bi mogoče še dalj trajala, če bi vam razložil. Ampak zanimivo je bilo to, da jaz sem mu res iskreno povedal, kako sem gledal na ono situacijo. Takrat on je meni iz nekega drugega kota to povedal. Jaz sem pol, ko si enkrat trener, sem malo začel tudi jaz malo bolj neke stvari razumeti, ampak mislim pa, da je tudi on priznal, da je tudi on nekaj storil napake, tako da glede tega so se na pol hitro ujela in mislim, da so zelo dobro tudi sodelovala. To je glede tega. Zdaj, glede nekih pogojev, količin informacij, ja, jaz, ko sem prišel v Celje, normalno Celje ima zelo dobre pogoje za slovenske razmere, Dule je imel nek specifičen, malo drugačen način nogometa, kot sem ga jaz videl. Jaz sem se mu zelo hitro prilagodil. Povedal, da če sem kaj videl drugače, mogoče ena zanimiva anekdota, enkrat smo imeli pokalno tekmo in me je vprašal, kaj bi jaz naredil. Ne. Sem rekel, jaz bi dal tega in sem začel naštevati igralce, kjer bi dal, pa sem mu pa rekel, če bi bil pa glavni trener, verjetno ne bi bil nobenega. Ja, lažje, ko si pomočnik, lažje kakšne stvari, bom rekel, reči, ker trener v bistvu moraš narediti in vidiš, da ni to tako lahko. Prevzeti odgovornost. Ja, zame je ravno ta del mi je ključ, ne, da tisti, ki so neobremenjeni, ko neobremenjeno gledajo na situacijo, ne, ali pa manj obremenjeno, ja. Da lahko prosto povedo. Na drugi strani se mi zdi pa, da v tem sodelovanju pa mora tudi tisti, ki samo predlaga, ne, mora razumeti tudi, da glavni trener se bo na koncu odločil in prevzema odgovornost. Tako da to sodelovanje se mi zdi zame ključno. Tako da zdaj upam, da te je tudi kdaj upošteval pol na te tvoje predloge ali pa ideje. Ma je, sigurno, da me je, ampak v bistvu, če sem iskren, še enkrat, moj pogled na nogomet in od Duleta sta različna. In zdaj, jaz sem se mu prilagodil, ampak vedno sem probal biti iskren do njega in sem mu povedal, kako jaz vidim to neko situacijo. Ne? In včasih hočeš ali pa nočeš, se pravi, vidi se, da si malo drugačen in sem ga mogoče kdaj spravil v kakšno situacijo,
ki si jaz ne bi želel. In pol, ko sem res iskreno prvo ponudbo, ki sem dobil, da za glavnega trenerja sem mu to res za vse zahvalil in mu bil hvaležen, ampak je on sprejel, ker se dobro zaveda, da je več poti do nekega uspeha. Ja, to zagotovo. Če bi vsi en nogomet igrali, bi bilo to precej čudno. In prva samostojna trenerska ti je bila potem v Iliriji. Ja, prva, se pravi, pol jaz prihajam v Ilirijo, zelo samozavesten, zdaj bom jaz ne vem kaj naredil in hitro sem tresnil tla, tako da ja, ena zelo dobra spet izkušnja. Ampak ti si Ilirijo nisi na začetku sezone vzel, ne? Ti si jo vzel med sezono. Ja, jaz sem v bistvu vzel, ne vem, 2-3 kole pred koncem zimskega dela. Zdaj, tam je bilo tako, bom rekel, jaz iskreno sem se malo preveč, iskreno povedano, tako, precenil sem se, no jaz sem mislil, da bom jaz to zdaj s treningi njih organiziral, da bo to, ne vem, vse potekalo, da bom jaz tako napeljal, da bomo mi dobro igrali in da bomo mi rešitelj celega kluba, ne? Tako. Ampak koliko ti je bila tu zdaj sprememba? Zdaj, ti priješ lahko rečemo, iz visoko organiziranega kluba v Celju, kjer ste imeli od GPS-ov do kondicijskega si imel, do, ne vem, masaž, do še verjetno kaj drugega zdrav, ne? Popoln suport si imel, koliko si imel ti od tega sploh v Iliriji na voljo? Zelo malo, iskreno, zelo malo. Ja, pogoje ne moreš primerjati, tudi igralski kader, veliko igralcev, ki v bistvu si sploh nič ne želijo. Tako da je bilo zelo težko, ampak mislim, da sem se iskreno do zdaj tam največ naučil. Ravno skozi vse te poraze, ali kaj? Ja, se pravi. Ker to, da si tresno, to pomeni, da ste na koncu bili pred zadnji v ligi, ne? Ja, zdaj, jaz sem šel 2 kola pred koncem, v bistvu bi mogel zmagati, ali ne vem, eno zmagati, pa eno neodločeno, da bi ostalo v ligi. In takrat so me tudi zamenjali. Zdaj, iskreno, ni mi bilo prijetno, ker se je to zgodilo, ker mislim, da ne glede na vse, ja, velik krivec sem bil jaz, ampak da je klub bil v tej situaciji, da so mi pa drugi malo tudi pomagali. No. Ja, tudi lahko zdaj sam tako rečem, ne? Če bi bil Škrjan športni direktor, bi zagotovo rekel, nisi sam ti krivc, ne? Ampak kriv je cel klub, ker vsi delamo za eno zadevo, ne? Zato da tekmujemo. Tako da Škrjan ste zagotovo ne bi potisnil, pa da ne bi stal na tebe s prstom pokazal. Ne? Ja, se pravim, res, ne vem, takrat mi je res bil v pomoč tudi Mišo Brečko in veliko tudi danes se pogovarjava o tistih cajtih, kako je bilo in se jih rada spomnila in obema je bila ena dobra izkušnja, no, tako da, ki jo bova, upam, znala izkoristiti v prihodnosti. Okay. Kak nogomet si ti želel v Iliriji igrati? Tako preprosto. Kaj si v tistem trenutku ti imel idejo, da boš dominiral v polju in kaj? Ja, tudi lahko to preverite, boste videli, da sem dominiral, pa veliko tekem izgubil. Tako da, ja, vedno sem si želel dominirati v igri, ampak nisem najbolj ocenil nekatere stvari. Tudi zelo pomemben je, vsak trener je na koncu tudi odvisen od igralcev. Zdaj, jaz sem iskreno bil tle malo omejen, nisem mogel pripeljati zaradi financ igralce, ki bi si sam želel, ampak največjo napako pa gledam v temu, da se nisem dobro prilagodil. To pomeni, da si igral nogomet, ki ga ekipa ni bila sposobna igrati v danem momentu. Tako. In bi moral malo bolj razmisliti, kako rezultatsko odigrati kako zadevo. Ja, en moj prijatelj bi temu rekel, nikoli ne boš vedel. Ampak moraš v življenju probati. Neka logika danes, se pravim, danes gledam malo to drugače, ker se zavedam, da ni isto kriti v bistvu 100 metrov ali pa 30, se pravi, sigurno, če si, ne vem, v nekem nizkem bloku,
da je igralcem pač več igralcev zraven, da je manj prostora in da je lažje se tako braniti, ne. Zdaj, Tam je pa težje do gola priti na drugi strani, ne? ja, ampak mislim, da sem imel igralce v napadu dokaj hitro, ki bi to lahko izkoriščal. Jaz sem igral pa na posest. Jaz ko govorim, da v Sloveniji imaš dve vrste igralcev, eni mora biti blizu gola, eni pa daleč. Če ima oboje, gre čez mejo. Tako da, ja, prepričan sem, no, iskreno, da če bi igral drugače, da bi imel sigurno več točk, no. Zdaj, ta izkušnja te je predvsem kaj naučila zdaj za naslednjo postajo, ki je bila pa že potem Krka, ne? Ja, to, da se pač moraš v življenju prilagajati, eno je, kaj bi rad, eno je pa, kaj imaš, ne. Se pravi, še enkrat, tam je bilo tako, na Iliriji je bila res taka situacija, bilo je par fantov, ki so, ne vem, direkt službe prihajali. Mogoče eno anekdoto povem, enkrat smo, na primer, trenerja vratarjev je enkrat na teden nam je prišel Kračman pomagati iz Olimpije. In smo imeli neki golmanski trening in ne vem, ponovadi imajo golmani eno vajo, ko v bistvu trener reče barvo in golman reagira na to barvo in potem dobi še nek strel na gol, ne. In ne vem, po tretji, četrti vaji je golman rekel, daj dosti imam teh barv, pa je šel kar dol, ne. Trener Kračman ni mogel verjeti, ne, ker pač on je bil kakorkoli takrat na Olimpiji in si to težko predstavljal, ne. Res bi mogel nekatere stvari doživeti. Res je bilo veliko nekih fantov, ki mi je bilo vse drugo, kakor nogomet v ospredju, tako da, ampak ja, danes gledam na to. Ti pa svež, zagnan mlad trener, ne, ko bi vse na profi, pa gremo. Ja, ko Barca v najboljših časih. Tika taka, veš, pa še 3 komade vsako tekmo razlike, ne. Meni se pri teh stvareh se mi tudi vedno ena zadeva tako poraja, ne. V primeru, da igralci niso trenirani po naših željah, govorim tudi, kar se tiče tekaškega dela, ne, to binace se bo verjetno malo priključil zraven. Jaz ugotavljam, da potrebujem skoraj 3 cikle, govorimo, ne vem, jesenski, pomladanski, da bomo potem rečemo na jesenskem delu, da bo igralci približno tekaško, ne vem, ali kar se tiče hitrosti, agilnosti, moči in vsega ostalega izgledali, koliko si jaz želim. A si se tudi s to težavo srečal v Iliriji? Ker zame en cikl, se pravi, samo da ti zimo narediš treninge, je zame ponavadi premalo, sploh če igralci niso 3-4 leta bili resno trenirani, se pravi, na nekem resnem trenažnem nivoju. Ja, sigurno, pa tudi zelo pomembno je, ne vem, jaz mislim, da trener se mora res prilagoditi, ker ni isto, če nekdo pride iz službe ali pa če nekdo doma počiva. Zdaj, druga liga, vemo, kakšna je pri nas, da je Balkan amaterska in jaz sem imel neko kombinacijo, ampak glavni cilj kluba je bil takrat, da bi mladinci naši ostali v ligi, ne. Zdaj, imel sem par dobrih perspektivnih, ki so včasih z nami trenirali, ampak na koncu so igrali za mladince. Mislim, če bi tudi igrali takrat za člane, da bi mi kot ekipa bolj izgledali. Tako da, ja, sicer sem imel takrat tudi par treningov možnost kondicijskega trenerja, neko osnovo smo naredili, ampak danes, če primerjam, zdaj trenutno, kje sem, pa tiste cajte takrat, je to res velika razlika. Sam flikanje tam bolj, ko ne skupaj, zato da malo poštemplaš. Sploh je problem to, kar si rekel, če nimaš homogene ekipe, ne, glede znanja, ambicij, pa v bistvu tudi, da rečem, življenjskega sloga, a je podrejen igranje nogometa ali čemu drugemu. In tu je, tako si rekel, Igor, sicer res to, da rabiš par ciklov, da prideš v to, ampak nekdo, ko ne živi za nogomet, bo problem mogoče tudi motivacijski postal, da ti njega teraš, pa spravljaš v neke limite, če bi on se prišel imeti malo fajn, pa ne bi šel tja, ne, tako da. Malo igrati. Malo igrati, ja, točno to. Malo ševice, malo igra na 2 gola in to je to.
Je sigurno specifika. Tudi, kot si rekel, Zoran, prilagajanja ogromno. Se mi zdi tukaj še toliko več, ko pa pol na tem nivoju, kjer si zdaj, ko pa si v bistvu na nek Ti pa način. prideš iz cela, pa pressing, sprejem naprej, pressing. Čuj, kako so pa igralci reagirali, ko ste imeli te prve treninge, pa ko si začel tudi taktično verjetno spreminjati stvari. Si imel občutek, da so imeli težavo tako iti v korak s tabo? Ja, tiste 2 tekme pred zimskim premorom smo zelo dobro odigrali, tako da neke priprave ko smo delali, smo zelo dobro pač na trenutek izgledali. In zdaj veliko tekem smo tudi na teh pripravljalnih zmagali, tako da smo imeli, nisem imel nekih, bom rekel, težav s tem sprejemanjem mene kot trenerja, ampak igralec res zaupa trenerju na koncu, ko ima nek rezultat. Zdaj iz tekme v tekmo sem tudi jaz iskreno čutil vedno manj zaupanja, da igralci ne verjamejo sebi, konec koncev tudi meni, in je bilo vedno teže. Tako da na začetku vsakemu trenerju, vsakemu, ki pride, mislim, da ga igralci sprejmejo. Zdaj, koliko to traje, pa tudi malo odvisno od trenerja. Jaz ugotavljam tudi, da ko imaš ti igralca, ki ga na eni strani hočeš kondicijsko dvigniti, na drugi strani moraš dati, ali pa želiš mu dati še veliko taktičnih informacij, da sam potem še one rdeče lučke gorijo, ne, veš, daj me pust, viš, da komaj diham, ti bi pa zdaj še rad, ne vem, da jaz razmišljam, pa da gledam, pa da tako naprej. Tako da to je tudi po moje dosti zanimivo. Pa si imel potem zdaj, v prejšnji sezoni si zagotovo zelo fejst opozoril nase v Krki, verjetno tudi toliko fejst, da v teh zadnjih tekmah, ko si igral zdaj s Koprom kvalifikacije naprej, da te je Koper povabil v svoje vrste. Moram reči tudi ta ena anekdota, mislim, da Dare ne bo jezen, Vršič ne, je rekel, smo se pogovarjali po prvi tekmi, ko ste prihajali v Koper, ne, da tu malo bomo stisnili, pa malo tako je rekel, prve pol ure je izgledalo, kot da je prišla Barcelona igrati, mi nismo videli žoge. Tako da v tem stilu, no, ampak na koncu ste pa vseeno takrat, ko potegnili. Daj mi povej, v Krki si imel tu zdaj več svobode, si lahko bolj nabiral si igralski kader, ki si ga ti želel. Da mogoče s tem štartamo. Ja, v Novem mestu sem imel res tako dosti proste roke, se pravi, Saša mi je tukaj ogromno pomagal, ampak iskreno Saša ni ne vem koliko dober poznal teh mladih igralcev, tako da jaz sem se zavedal, da takrat, ko sem imel pač kadete mladince, sem jih dosti videl neke prihodnosti v teh igralcih in sem jih poznal, se pravi, imel sem neko podlago glede teh igralcev in so me poslušali v Krki in sem jih lahko pripeljal. To je tudi jaz pravim, da je trener vsako zelo na koncu odvisen od igralcev, tako da mi je bilo iz tega stališča v Novem mestu res lažje. Ti si imel dobro kombinacijo, ravno prav starih, ravno prav mladih, pa še tujci so ti delali tisto razliko, kot se v tujcev pričakuje. Ja, prvo, kar je zelo pomembno, že ko sem ekipo dobil, je bila ta ekipa res igralna. Takratni trener Borijo Lučič jih je treniral, njegov način poznam in vem, kako so trenirali, se pravi, res sem imel neko, bom rekel, dobro osnovo. Potem, ko sem jaz pripeljal teh par igralcev, v bistvu malo več smo delali na neki defenzivi in to ofenzivno je bilo pa že res veliko narejenega, tako da smo, v bistvu sem bolj kot ne mogel piliti, kot kar nekaj ustvarjati. Zanimivo. Zdaj, koliko se je tebi zdaj že dvigovala, rečemo, neka struktura, kar se tiče okoli? Zdaj v Iliriji predvidevam, da Instata, ne vem, si ga že uporabljal? Ker imel sem pač izkušnje iz Celja, tako da sem ga uporabljal. Si imel še povezave, da si ga lahko uporabljal?
Ja, Predvidevam, da Ilirija ga ni imela na klubskem nivoju. Pa upam, da nisem zdaj koga užalil. No. mislim, da ne, iskreno. Ja. Ker zdaj, midva, ko smo tudi lani, ko smo igrali, se je pač videlo, da ste zelo organizirani, tako že skoraj na nivoju prvoligašev, kljub temu, da nisi mogoče imel samih profesionalcev, ampak ste pa bili po organizaciji pa blizu tega. Ne. Lahko temu rečemo, da si mal poskušal tisto, kar si se naučil v Celju, ali si že dodajal tudi kaj svojih idej tu zraven? Ja, mislim, da sem tle ogromno nekih svojih idej, da smo tam igrali tako, kar sem si jaz želel. Nisem mislil sam, kar se tiče igre, ampak mislim same organizacije v klubu noter. Se pravi, tudi tega, kar si ti zraven imel na razpolago. Si imel že kondicijskega tu v Krki, a si sam pripravljal ekipo, na kak način ste funkcionirali kot tim, koliko ljudi si imel okrog sebe? Ja, prvo leto, se pravi, sem imel pač pomočnika Sandija Bracoviča in Denisa Mojstroviča, ki mi je pač imel malo kondicija čez. Tako da za drugo ligo se zavedam, da je bilo to že zelo veliko. Tako da, ja, nekatere igralce, ki smo takrat pripeljali v klub, smo v bistvu največja naša prednost je bila, da smo lahko trenirali, kadar nam je pasalo, se pravi, nobeden ni delal. V bistvu to je bilo že za mene, bom rekel, sem jih smatral, kot da so profesionalci, ne. Zdaj, profesionalce, jaz mislim, da je tisti, ki lahko samo živijo od nogometa, te fanti nažalost niso mogli, ampak je bilo veliko fantov, ki si jih je res nekaj želeli, narediti nekaj več, se pravi, naš glavni cilj je bil vedno ta liga više in tukaj smo iskali motiv več. No. A ste vi pol iz tega, če izhajate iz tega, da ste lahko trenirali, kadar ste hoteli, ste tudi pol imeli več aktivnosti zaradi tega, ste cel trenažni proces temu lahko prilagodili, ste tudi po dvakrat recimo trenirali ali pa imeli kakšne druge dodatne aktivnosti zraven od analiz pa teh zadev. Koliko ste to izkoriščali pol? Ja, se pravi, jaz sem prepričal takratno upravo, no, da se splača malo več vlagati v nekatere stvari. Na koncu so tudi ogromno igralcev prišlo k nam, ki so vedeli, da imamo, ne vem, dvakrat na teden po 2 treninga, da imajo počitek, da v drugi ligi ni veliko klubov, tako da mislim, da je bil to en prvih korakov, no, ki so na koncu pač klub dvignili na neki višji nivo. Dobro, kakva je bila zdaj pol struktura tvojega treninga v Novem mestu, če lahko nam zaupaš? Ponedeljek ste imeli kaj, uvajalni trening nekje, torek 2? Zdaj, če govorimo o nekem ritmu, sobota, ne, sobota, ja. Potem smo imeli v nedeljo zjutraj smo imeli regeneracijo, v ponedeljkih smo imeli frej in potem smo imeli torek, sreda, smo imeli po 2 treninga. Zdaj ob sredah smo delali individualno, se pravi, včasih samo z napadalci, včasih z veznimi, včasih z obrambnimi. Tako da in četrtek, petek so bile po en trening in v soboto tekma. Kako si pa vsebinsko se lotil zadeve, če gremo iz kondicijskega vidika, kam ste umestili, ne vem, hitrost, ste delali kaj fitnessu, na kak način ste te stvari delali kondicijsko? Ja, imeli smo pač tam v Novem mestu imamo tudi na Zgornjem Štuku, imamo nek fitness. Veliko smo delali tudi na samem igrišču, tako da smo malo to kombinirali. Tudi odvisen, v katerem času so bili treningi. Pozimi je to bilo malo težje, smo bili bolj v zaprtih prostorih, poleti malo več na igrišču, ampak probali smo zajeti vse, nismo neki zdaj, bom rekel, ne vem, koliko pretiravali, da bi ne vem, kaj si zamislili, ne vem, dela, ne vem, kaj na hitrosti, neke eksperimente, karkoli, ampak hoteli smo sam v bistvu dvigniti na majčken višji nivo. Vse skupaj, se pravi, od, ne vem, moči do hitrosti, do drugih elementov v igri. Se mi zdi, da je dosti pomembno to že čist pri igralcih, da začutijo, da
da se delajo neke dodatne aktivnosti pa stvari in jih že to dvigne tudi za tok pa tok procentov. Tudi, če ni mogoče toliko tistega fiziološkega vpliva, se oni počutijo bolj profesionalce, tako si sam rekel, čeprav še vedno niso, ampak jih vleče v bistvu pa motivira to, da dajo na koncu več tudi na tekmi. Tako da se mi zdi to vsekakor dobrodošlo, karkoli se v bistvu že dela, pa da je nek konstantni ritem in oni čutijo, ok, dela se nekaj tudi na dolgi rok v bistvu. Ja, se pravim, ne vem, če lahko da meni sam primer takrat, kolikor jaz vem, mogoče delam komu krivico, ampak ekipa ni delala takrat, preden sem jaz prišel veliko na neki bazi. Vem, Denis je pač bil zelo dober igralec, konec koncev je igral prvo slovensko ligo, končal je kondicijo in je dal velik poudarek temu in mislim, ko ima igralec dobro bazo, da potem vse lažje. Tako da sem v bistvu te elemente njemu prepustil, ker sem se zavedal, da jih zelo dobro dela. Ok, tako da na koncu, se pravi, uspešno v drugi ligi, žal ne napredovanje v prvi ligi, kljub temu, da je bilo to cilj verjetno, ne? Ampak zdaj si v prvi ligi. Dajmo se zdaj pač malo osredotočiti, zdaj pa mogoče vseeno glede Kopra, glede tega, koliko je drugačna, mogoče na začetek iz vidika tebi zdaj kot trenerja, prva pa druga liga. Je to velik preskok za igralce? Vsi vemo, da je za veliko večino igralcev, ne, da je to zelo, zelo velik preskok, kar se tiče tempa, duela, ritma, tudi verjetno enega dela stresa, ker se mediji zraven začnejo pojavljati in tako. Koliko si pa ti zdaj doživel ta preskok druge pa prve lige kot trener? Ja, sigurno, da je pač velika razlika, ampak se mi zdi, da lansko leto, da je bila druga liga, upam si reči, zelo blizu prvi. Kajti bilo je kar nekaj ekip in posameznikov v drugi ligi, ki sem bil prepričan, da lahko igrajo prvo ligo. Zdaj, iz katerega razloga, če sem iskren, ker mislim, da je bila prva liga slabša, se pravi, kakor ponavadi, ne zaradi tega, da bi bila druga ne vem koliko boljša. To je eden glavnih razlogov po neki moji oceni. Zdaj, tisto sezono je bila res malo specifika, vemo, da je bila pač korona, da mi v drugi ligi nismo smeli trenirati, kar je meni osebno najbolj motilo, da smo v isti ligi tekmovali in nekateri klubi, da so lahko, mi pa ne. To se nam je na koncu, tudi v tej zadnji tekmi, kar poznali in mislim iskreno, da je bil tudi to eden od razlogov, da nismo mogli nekatere stvari dokončati tako, kot smo si želeli. Ok, zdaj v Kopru zagotovo pač klub ima zelo veliko tradicijo, kakorkoli, že kar ene par pokalov tudi dvignil, ne, tako da tudi ambiciozno, ponavadi vsako leto štarta v ligo, ko ste se vi dogovarjali, si ti dobil tudi, ne vem, neke pogoje, da je cilj Evropa, da je cilj kaj drugega, ali je to še skrivnost, pa se še ne sme povedati, boš počakal pol, ko še Evropo igral? Ne. V bistvu je, iskreno vam povem, jaz, ko sem dobil pač klic, da sem eden od kandidatov za trenerja, sem bil zelo ponosen na sebe in nisem verjel, da se to v bistvu sploh lahko zgodi. Zdaj, ko sem šel tja na razgovor, mogoče se vam čuden sliši, ampak lahko preverite, da vidite, da je res to, kar govorim, se pravi, v bistvu sem jaz pogoje postavljal, če si oni želijo, da pridem v Koper. Se pravi, glede ciljev, si ti postavil pogoje? Glede tega, da če sploh hoče, da pridem, kaj oni morajo narediti. Ja, glede nekih mojih ciljev, kako jaz vidim njih kot klub, kako vidim sebe, kam bi rad prišel in pač torej tudi organizacijsko verjetno pa to določene zahteve. Ja. Tako. Ker zdaj sami pogoji za delo jih že zelo težko najdemo boljše
trenutnem slovenskem prostoru. To verjetno se strinjamo vsi. In po količini igrišč, in glavno igrišče, in fitness, in se pravi ta infrastruktura, ki obdaja nogometni klub Koper. Kaj si pa potem ti dal rečemo, da je nujno za to, da boste vi lahko konkurenčni ali pa da boš lahko tiste svoja pričakovanja tudi izpolnjeval? Se pravi, kaj si dal kot pogoje, ne vem, da je nujno, da ti potrebuješ za delo kot trener? Prvo, kar sem si res želel, da lahko pripeljem ljudi, ki jim pač jaz verjamem in ki vidim, da bi z njimi lahko nekaj počel. Se pravi, res nisem imel proti nobenemu nič, ampak imel sem neke zamisli v svoji glavi in to je bil res eden od pogojev, da prvih. Govoriš o sodelavcih ali o igralcih? O sodelavcih. Se pravi, naslednja stvar je bila normalno tudi nekatere igralce sem si želel, kajti to ekipo, ki je bila lansko leto, jaz osebno nisem videl kot perspektivno, nisem jim tudi razložil zakaj. Razložil sem jim tudi, kaj mislim, da je bil ključ, da so bili tam, ki so bili, tako in kako vidim to v prihodnje. Tako da in potem oni so to analizirali in so me poklicali in so se pač odločili za neko skupno pot. Kako si se potem, če ni skrivnost, lotil zdaj vsega skupaj? Na eni strani kadrovanja, na drugi strani načrtovanja, na tretji strani pa organizirati nov trenerski tim ali pa nove sodelavce, s katerimi boš delal. Kje si začel? Prvo z sodelavci, pa deljenje vlog, ali si začel prvo s kadrovanjem? Kje si se lotil zadeve? Ker to je verjetno tudi, ker si ljudje tako ob strani, ko se pogovarjamo, te težje predstavljajo, koliko velik obseg je. Zdaj, že za igralce se včasih prepiram, da ni samo to, kar nekdo vidi, da igralec prije na trening, ko dela trening in gre domov, ampak da je še zadaj zelo, zelo veliko stvari, ki jih se moraš ti podrediti za dober rezultat. Zdaj, za trenerski del se pa še po mojem manj vidi, koliko trenerji od zadaj vsega delajo, pregledujejo posnetke, pregledajo statistiko, načrtujejo, da ukomponirajo, da bojo igralci v pravem času, v pravi formi. Ker vemo, da kar je v nogometu v dolgem roku, da bojo ves čas v dobri formi, nemogoče, ker nihanja bodo vedno prišla. Ja, res je. Se pravi, mislim, da se pač trenerski posel res podcenjuje, kajti uspešen trener res mora imeti neko širšo sliko, milijon stvari mora urediti, da ekipa dobro funkcionira, tako da ja, vidva dobro razumeta, o čem govorim. Zdaj, prvo, kaj sem si jaz želel, da glede tega igralskega kadra, da je to neko sodelovanje. Se pravi, jaz nisem dal jim neki pogoj, da morajo samo tisti igralci, ki jih jaz pač vidim, prijeti v klub, ampak sem jim pa razložil, da če nekdo pride, ki ga jaz ne vidim, da tle vidim res velik problem. Koliko ljudi sodeluje pri kadrovanju igralskega kadra, zdaj pri vas, potem, da imajo možnost veta? Trenutno govoriva, se pravi, zdaj se je malo spremenila situacija, se pravi, tukaj predsednik, vsi trenerji, jaz vedno probam od vsakega trenerja dobiti nek nov pogled, ker mislim, da vsak vidi po svoje, mogoče v kakšnem trenutku tudi bolje, tako da se pravi, cel trenerski štab, pa tle govorimo o športnem direktorju, o predsedniku, ki na koncu mora dati on denar, in tudi nekatere vprašam v klubu, ne vem, dam za primer Andreja Polška, ki je pač bil tudi zelo dober igralec, čeprav je sekretar, ga tudi vprašam za mišljenje, če kakšnega igralca pozna. Tako da res to vidim kot neko sodelovanje. Pa igralce preverjate primarno skozi Instat, ali greste tudi v živo gledati, naredite prej intervjuje, ali se pozanimate pač, ker to je en del, ko je meni tako zelo zanimiv, kako preveriti igralca, pa razmišljati hkrati, da bo pasal v ekipo, ki jo imaš, se pravi v garderobo, ki jo imaš.
Ker kot kaže zdaj garderoba vam dobro funkcionira, glede na vse rezultate, ki jih prikazujete tudi, ne. Tako, ja, zelo pomembno mi je, da je karakterno igralec dober, se pravi, probam se pozanimati, kolikor je le možno, se pravi, o igralcu, kakšen je. Zdaj imam tukaj tudi analitika, se pravi, ki mi te stvari malo preveri. Zdaj, ko sem prihajal v klub, sem se zavedal, da prihajam iz druge lige, da nimam nekega imena in ena od teh stvari, ki so mi bile zelo pomembne, je bila ta, da sem pripeljal igralce, ki so imeli, bom rekel, eni pravijo temu igralni fitness, se pravi, da so redno igrali, da niso bili neki poškodovani, ker sem se zavedal, da dokler jaz njih pripravim, da bom lahko že spakiral, se pravi, iskreno povedano. Ti si čuden, da se nisi zmenil za en olimpijski cikl, vsaj da imaš, ne, veš, pa da na naslednjih olimpijskih igrah, da pokažeš, kaj si naredil. Človek se v Iliriji nekaj naučil, veš, ni časa, treba tako rezultate iti. Tako da, probamo, se pravi, malo čez statistiko. Večinoma sem pa pripeljal igralce, ki sem jih poznal, no. Tako da mi je bilo iz tega stališča lažje. Zavedam se pa, da če bomo hoteli še naprej dobre igralce pripeljati, da bomo tudi scouting službo mogli malo povečati pa nadgraditi. Okay, zdaj, če tako v Krki si ti rekel, ne, da zdaj bom prvo tako rekel, v Iliriji si bil bolj kot ne sam, če sem prav razumel, počasih imel pomočnika, trener Golmanov je vsake toliko prišel. Koliko se ti zdaj povečuje število ljudi, s katerimi ti sodeluješ zdaj v Kopru? Koliko je zdaj tvoj štab že velik? Ja, tukaj imam, se pravi, trenerja Golmanov, potem imam 2 pomočnika, plus kondicijskega trenerja in enega analitika. Kaj pa, kar se tiče zdravstvene službe, fizioterapeuti, imate profesionalce tudi? Enega, 2? Ja, ponavadi imamo 2, eden je pa vedno sigurno, se pravi, imamo to res tudi dobro ambulanto, imamo to res visok nivo za slovenske razmere. Zdaj, verjetno tudi s tem, ko se štab malo poveča, se spremeni tudi delovanje oziroma tudi malo tvoja vloga. Nisi več sam trener, si v bistvu tudi menedžer tega štaba, ne. Kako si se tega lotil, je bilo to čisto organsko ali imate redne sestanke, verjetno se dogovarjate, kako poteka v bistvu čisto komunikacija pa usklajevanje med vami? Ja, tukaj se res glede tega mi ni bilo težko, kajti dobil sem zelo dobre pomočnike, vsaki na svojem področju, saj mislim, zelo dober, se pravi, ne vem, prej so se pogovarjala, naprimer o Denisu. Denis je bil za mene zelo dober igralec. Zavedal sem se, da mi bo dal nek svoj pogled, da ima izkušnje, da je bil tudi na mednarodnem nivoju, tako da res tudi glede kondicije, ne vem, sem pripeljal človeka, ki je bil res na najvišjem nivoju, hitro sem dojel, da je odličen, tako da nisem imel tle nekih težav, ni bilo težko se prilagoditi. Pa koliko je zdaj vaš delovni ritem? Se vi na dnevni bazi pogovarjate, ali imate neke tiste ustaljene ritme, ne vem, se dobimo vedno pred prvim treningom ali takoj po tekmi in še usklajujemo tedenski cikl, ali je to pač nekaj tako, se je kar zgodilo in kar teče? Ja, iskreno povedan, meni so ponudili v klubu kondicijskega trenerja, ki ga jaz nisem poznal, pač rekel so mi, da je zelo dober, jaz sem se mogel prepričati, se pravi, imeli smo neko testno obdobje, iskreno povedano, po 2 treningih sem že videl, koliko je ura, tako da mislim, da v Sloveniji ni veliko trenerjev kondicijskih na tem nivoju, se pravi, vsaj teh izkušenj, kakor sem jaz imel, je pa res, da so bile malo specifične, ampak mislim, da poznam slovenske razmere dobro in lahko upam si trditi, da takšnih ni veliko, no. Tako da, ja, pogovarjali smo se v bistvu bolj kot ne na dnevni bazi,
Zdaj te stvari nadgrajujemo, malo bolj planiramo, ampak vsakeč smo pač uro pa pol pred treningom in gremo malo čez, tako da zdaj že planiramo bolj dolgoročno. Če lahko jaz tule malo, zdaj, ko si malo kondicijskega izpostavil, mogoče na kak način ti v bistvu izrabljaš njegovo znanje, kje ti najbolj prav pride, se usklajujete tudi o sami periodizaciji, o tedenskih ciklih, mesečnih ciklih, ali mu prepustiš tisti njegov del, kako v bistvu ti vidiš njegovo vlogo in kje se tu najdeta skupaj? Jaz ga čisto iskreno vprašam, kakšen je bil njegov pač cilj na današnjem treningu, kakšen mu je čez teden. On se meni prilagaja, ampak kar se mi zdi zelo pomembno, se pravi, ne vem, jaz mu razložim, kaj bi rad z katero vajo dobo in on mi pač pove, koliko metrov, koliko časa naj bi to trajalo. No. Zdaj verjamem in zaradi tega sem tudi rekel, da mislim, da nima veliko trenerjev take izkušnje, no. Da zna to konulo ti to povedati, razložiti in potem, če ne dobiš to z nekim vajam, zna umestiti in hitro smo tam, kar si on želi. Zdaj, če ti želiš v torek igrati 11-11, kaj ti Polon reče? V redu. Čez teden, tisto, kar bi mi mogli narediti, on naredi. Se pravi, zelo hitro se prilagaja. No. Malo se šalim tako, ne. Smo imeli Srkija v oddaji, mi je bilo zelo zanimivo, da on v Bolgariji je ta tedenski cikl sta se usklajevala z glavnim trenerjem vedno, se pravi, da se je tudi prilagajala vsebina vaj ali pa število igralcev v igralnih oblikah, ki so pač vodilo neko, zaradi tega, da se je dosegalo določene normative, ne. Ali to, kar si prej rekel, dolžina ali hitrost ali število ponovitev ali da so bile pavze primerne ali pač nekaj od tega, ne. Zdaj, zato se malo v šali pač, ne, tako, saj kondicijski se lahko vedno do neke točke prilagodi, nace. Ampak v neki točki pa tudi ne gre, ne. Če ti želiš določeno metražo v neki intenzivnosti narediti, ne, pač, pa potrebuješ potem tudi vsebino imeti takšno. Ne, mislim, kompleksen je v bistvu to združevanje in taktičnih zahtev in nekih kondicijskih ciljev, sploh če vsaka stran vleče malo na svoje, ne? Če ima trener strogo zapečene neke svoje ideje, jaz želim samo to delati, kondicijski pa normalno vidi svoj vidik, in se mi zdi tu zelo pomembno, da si znata priti nasproti pa najti v bistvu nek kompromis oziroma najti tisto pot, ko bi bila najboljša, da zadovoljita oboje. Tako da zaradi tega sem vprašal, na kak način se sodeluje, ker sam iz prakse tudi vem, da je velikokrat tako, da trener ima v bistvu neko svojo vizijo, vidi oziroma je navajen delati po nekem principu in je v bistvu kondicijski bolj tam, ti podeli od ogrevanja pa do preventive, ostalo je pa namen, se niti ne vpraša, kako pa kaj. Tako da, zato z tega vidika me je v bistvu najbolj zanimalo, koliko izrabljaš dejansko njegovo znanje. Očitno ga izrabljaš dobro. Ja, upam, da bo trajalo čim dalj, ampak hočem povedati, vsak trener ima nek svoj način. Jaz se zavedam, da pač ne vem veliko o tem, da imam neke osnove, ampak probam tudi malo logiko vključiti. Zdaj zavedam se, naprimer, da je pač začetek zelo pomemben, da mi taktično naprimer dobro stojimo in da znamo to vse ukomponirati, se pravi, tle jaz vidim neko idealno rešitev, da kombiniramo, se pravi, da ni to samo, ne vem, nekateri trenerji imajo vse žogo, nekateri imajo radi suhe treninge, jaz zagovarjam neko kombinacijo, mislim, da je to neka najhitrejša pot. Zdaj, tlele vemo, da če bi hoteli res iti v neke detajle, toliko mislim iskreno, da se razumem, da vem, da smo še daleč od tega, ampak imamo neko osnovno znanje, ki ga lahko nadgradimo. To je bistvo. Sej tudi, če sam gledamo, kak se je način treniranja v zadnjih 20 letih spremenil. Tudi tisto, ko je pred 20 leti bil trener, je danes lahko skoraj začetnik, ne. Že iz vidika vse te tehnologije, ki kar naenkrat je
prdrvela noter v fuzbal. Koliko pa vi nadzorujete pol samo to treniranje? Se pravi, verjetno trenirate z GPS-i, imate tudi kakšne te heart rate monitorje, to uporabljate ali ste samo na GPS-ih zaenkrat? Zaenkrat smo samo na GPS-ih, ja. In se verjetno tu pač tudi odmeri, ne, da se vidi, v katerem režimu je igralec koliko naredil, ne. Imate to, ta live monitoring, se pravi, takoj vidite med treningom tudi, koliko igralec teče, ali vidite šele po treningu, koliko je naredil? Ja, zaenkrat smo tam, da lahko vidimo samo po treningu, no. Ja, no, sej, ker to je zdaj tudi, ne, to bo pač, zato je bilo meni zelo dobro, ko je bil Prodanović v gost daje, ki je rekel, pač ni v igralni obliki naredil to, kar bi mogel, ne, pa je še ostal pol po treningu, se pravi, ostali so, ko so naredili, onih 5, ko pa ni, pa še on je mogel še 50 metrov, ta pa 150 metrov. In so samo tako zaključili pač trening, se pravi, da tisti cilj, ko je bil njegov skozi kondicijo, da ga je naredil, če ga pač ni skozi igralno obliko, ne. Pač zaradi tega sprašujemo, ker na koncu bo zelo pomembno ravno po moje ta monitoring, saj jaz ga tako doživljam na eni strani, na drugi strani pa ta taktične ideje, ker verjetno tudi vi še nimate velikega monitorja ob igrišču, trening pa snemate, pa tablico rišete, mislim, ti rišeš kot glavni trener, vidiš, tule pa nisi zaprl dober, ali pa tu bi pa lahko igral globino, pa tako, ne. Koliko pa te stvari rešujete zaenkrat? Ja, hotel sem samo vrniti malo, zakaj sem rekel, da se mi zdi, bom rekel, dobro sodelovanje z Andrejo, kajti zavedam se, v Celju smo to imeli, se pravi, da smo lahko v živo spremljali, koliko je kdo naredil. Tukaj nimamo te možnosti trenutno, ampak ima toliko izkušenj, da res čist po domače povedano nauči, vidi, kje smo in takoj doda. In naslednji dan, ko dobimo rezultate, redko kdaj fali. Se pravi, res je bil 5 let v Dineziju, ima ogromen izkušenj, tako da si s tem nekim izkušnjam zelo pomagamo. Pač nimamo trenutno take, bom rekel, opreme, ki upam, da bomo pa v prihodnje imeli. Si ti sicer bolj, si pristaš toliko uporabe tehnologije, ali si bolj stara šola, pa imaš raje tudi nauč, ali ti je kombinacija idealna, tako pa pri oni kondiciji, malo suho, malo žogo? Ja, meni je skozi neka kombinacija najbolj, ne vem, ta statistika ti lahko veliko pove, ni pa tisto glavno, ker včasih, ne vem, če zdaj po domače povedan, prejšnjo tekmo sta imela 2 igralca, največ nekih pretečenih kilometrov, pospeševanj, vsega, eden je bil najboljši in drugi bil pa meni najslabši. Tako da, ja, statistiko moraš znati brati. Dobro, vse so še pol vsi ti tehnično pa taktični elementi noter, ko tudi nas zanimajo, ne samo koliko je nekdo pretekel, ne. Zdaj, če ti je on podal 3 žoge nazaj za kontro, verjetno nisi bil najbolj zadovoljen, ne. Ja, pa tako, hočem povedati, da tudi statistiko, naprimer, če se pogovarjamo naprimer v Instatu, zdaj... Tudi Insta znajo tu. Ja, zdaj, ne vem, če jaz podam enemu igralcu, ki je med 5 njihovimi, bo meni štel točno podajo, ta podaja glih ni racionalna. Tako da iz tega sem mislil, no, da treba znati brati statistiko, ne vem, tudi en primer, zadnje tekme, ki smo igrali z Bravom, sem videl na televiziji, naprimer, posest 50-50, sem bil zelo presenečen, ker sem bil prepričan, da smo bili mi boljši in jaz osebno gledam na posest skozi število podaj. Ne gledam čez minute, kakor je na televiziji. Na televiziji za golman štima 2 minute žogo in njim to šteje kot posest. Tako da, ja, statistika ti lahko pomaga in ta oprema, ampak moraš vedeti vseeno, kaj bi rad, kam bi rad prišel, malo se moraš razumeti. Koliko ti pa videoanalitik, rečemo zdaj, pomaga, glede na to, da to zagotovo napram druge lige ti je še
skoraj večji preskok, da ti lahko nekdo pripravi tekmo, da se ne rabiš ti s tem ukvarjati. No? Da igralce upozori na neke ključne nasprotnike ali pa situacije, ki se jim ponavljajo znotraj igre in tako naprej. Koliko ti pa to pomaga ali pa koliko si na te stvari pozoren? Ja, to se mi zdi tudi, bom rekel, zelo, zelo pomembno. Jaz ko pravim, da v življenju se treba znati prilagajati in vsaka ekipa dobra se prilagaja malo nasprotniku. Zdaj, jaz, ko smo se prej pogovarjali o teh pogojih, ki sem jih imel na Iliriji, tam sem vse to sam delal, v Novem mestu sem vse sam delal, tako da enako zdaj delam tukaj v Kopru, se pravi, vse tekme si sam pogledam, trenerjem še naročim, da si pogledajo, imam analitika, ko dobim še njegovo analizo, ampak bom rekel, ta pogled njihov bi rad, da mi je nek dodatni še zmeri, tudi jaz se potem, ko pogledam nasprotnika, malo prilagodim trening in na ta način, ki bi rad igral, mi tudi poteka ta teden. No. Ko si rekel, da še zdaj, menda ne režeš sami seko ven, pa kažeš igralcem. Ja, vse samo. Boš mogel malo razdeliti tega dela. Koliko so pa igralci zdaj, rečemo, če gledamo, da ne moje Ilirije, koliko so ti v Krki, rečemo, sprejemali zadevo, pa koliko so bili željni, da bi sami pregledali nasprotnika. Se ti zdi zdaj v Kopru, da je več tega, ali je še vedno tu nekje, kot ne vem, pač naša cela Slovenija? Jaz imam vseeno občutek, da igralci premalo koristijo to tehnologijo, da bi se rečemo, pripravljali na nasprotnika tudi skozi to, da si pregledujejo določene videoposnetke. Ja, igralce iskreno spodbujam, da se probejo sami analizirati, kaj ti vem, danes vem, sam sem tudi bil igralec, da velikrat po tekmi, ker sem si jo ogledal, sem jo čisto drugače dojel. Velikrat sem bil prepričan, da sem zelo dobro igral in potem, ker sem pogledal tekmo, sem videl, da temu ni tako. Tako da zdaj zavedam se pa, da je pač to slovenska liga, ne glede na vse, ne maram nekih dolgih analiz, probam biti natančen, kratek, jedrnat in vedno dati igralcem pač možnost, da če oni hoče kaj dodatno, da naj to sami naredijo. No, v skupini, iskreno povedano, probam biti zelo, zelo kratek, kajti prepričan sem, da neke analize, ko so dalj kot 15-20 minut, niso tako konstruktivne. Ampak koliko so pa igralci, da ti veš, željni sami tega, da ne vem, sami doma grejo na Instat in si pregledujejo nasprotnika, ki jim prihaja? Si kaj seznanjen s tem, koliko se kaj tega dogaja? Ti v klubu noter? Nisem seznanjen, edino neke zelo pomembne tekme, ko igramo in pač jaz pošljem večino od nekih igralcih neke karakteristike, ki se neke stvari ponavljajo, se pravi, da imajo malo bolj natančno sliko. Zdaj, če pa to oni sami delajo od sebe, če se kaj upam trditi, bolj nekaj, ja. To mi je bilo, rečemo, zanimivo, ko smo Koruna gostili, ne, da je rekel, da v Sloveniji tega ni počel. Na Poljskem se je pa navadil, da je to redno počel, se pravi, da obvezno si je pogledal napadalce, ne vem, linije gibanja in potem tudi ostalo, se pravi, glavne povezave, kam žoga potuje, in da zdaj, ko se je vrnil v Slovenijo, da še vedno to počne, ne. Da mu je potem to ostal nek ritual, pa nek ritem. Tako moj lastni občutek je mogoče, da mi v Sloveniji kar tako malo predvidevamo, da smo tokrat med sabo igrali, da že itak vse vemo in da ne rabimo tega početi, ne. Pa se mi zdi, da vsakič trener vseeno določene stvari drži, ali pa nov trener drži, kar se tiče nekega modela igre ali pa ideje igre, ki jo ima znotraj, ne. Da pa tudi neke specifične povezave znotraj vsakega moštva, ne, ki se dva igralca bolj začuta, večkrat se ponovi. Pa se tega mogoče premalo igralci zavedajo, da bi lahko marsikatero situacijo
rešili že tudi sami, ne, z ogledom pol ure kakih teh izsekov, ki so danes res zelo hitro nam na voljo, tako kot je en Instat ali pa kak tak podoben program. Ne. Sam se tudi to je v bistvu kvaliteta samega igralca, ne. Koliko bo sam inicijativen, koliko bo sam videl v tem neko priložnost. Jaz mislim, da se tudi prek tega dela na koncu selekcija. Ne samo prek tega, koliko bo on šel sam v fitness ali pa pač dela tehniko na teren, ampak koliko bo izrabil vse možnosti, ko so mu na voljo. Ali pa kultura naša, taka kot je. Ne? Vse to je eno z drugim, po mojem, gre z roko v roki. Tako da, če bi igralci videli, mogoče tudi vzor pri drugih igralcih v ligi, bi mogoče mlajši predvsem, bi mogoče tudi se tega navzeli. Zdaj pa, če je pa večina igralcev, ki se tega ne poslužujejo, pa se pač to pelje naprej. In so mogoče tiste izjeme, ki pa to naredijo, ta preskok, tako je recimo bil Korun, ima pa v bistvu možnost uspeti. Tako jaz vidim, neko tako. To, kar smo se zdaj pogovarjali. Da se tudi skozi to kaže v bistvu nek potencial igralca. Ja, sigurno. Zdaj, meni osebno se zelo zdi pomembno, da ima klub nek sistem. Se pravi, da te igralci, če sem iskren, ni veliko igralcev na tem nivoju, da bojo sami iz sebe nekaj pogledali, da bojo pač konec koncev vedeli. Veliko njih prihaja iz nekega amaterskega okolja, ki ne vejo v bistvu, kaj morajo. In jaz tukaj vidim glavni problem v klubih, v trenerjih. Mislim, da jim mi moramo dati vse neke možnosti, odprt neka obzorja in pol mi lahko ocenjujemo, a oni bojo ali ne. Tako da mi skozi govorimo, ja, to bi on mogel sam, vse vemo, kaj bi vse mogli, pa ne naredimo. Velikrat, ko si v to prisiljen, ali pa ki imaš neko možnost, pač večkrat to narediš. Vi treninge snemate? Zaenkrat, če ne. Danes je prišla pač ta kamera, ki smo si pač želeli, da lahko takoj v bistvu si označimo neke trenutke na treningu, na tekmi in čez par sekund pogledamo, tako da smo čakali. Kaj imate vejo? Ne, Speedeo. Aha, ok. Ja. No, tudi za koga drugega. Je cenovno sprejemljivo za slovenski trg? Mislim, da smo zelo dobro dobili zdaj ponudbo. Sam osebno sem si želel to pred leti platformo že takrat v Novo mesto, pa je bila cena malo nerealna. Zdaj smo dobili zelo dobro ponudbo, sprejemljivo ceno, tako da mislim, da bi si to lahko večina klubov pač privošči. Kako imate na tablici kar dostop, mislim, boste imeli na terenu? Ja, tako. Pač, tudi možnost imamo 3-4 računov, se pravi, da ne vem, trener golmanov si bo lahko označil takoj neke trenutke, samo z klikom na tablico in med polčasom že pokazal, analiziral, tako da bo to vse hitreje. Super. Pa računaš to koristiti pol tudi na treningih? Da boš skozi igralne oblike, da boš ti vstavo, pa jim boš potem samo pokazal. Ja, za začetek bi rad v bistvu po treningu analiziral, kako smo nekatere stvari počeli v garderobi in s časoma to nadgradil, da bi si uživo že pogledal. Kajti mislim vedno, da moraš priti do nekega nivoja, da to hitreje pač pol teče, da te lažje igralci razumejo. Tudi način treninga mi tako funkcionira, da probam razložiti, ko enkrat pridemo na igrišče, da to čim hitreje teče, da ne stojimo in gledamo monitor, ne zagovarjam glih tega. Koliko pol tebi zgleda en dan, ko igralec s tabo doživi? Kdaj mora priti v klub, koliko prej mora biti v klubu, kaj mora vse narediti, preden bo stopil na igrišče, da bo lahko trening začel? Zdaj, igralci morajo priti 1 uro pred treningom. Zdaj, če kdo nekaj pač potrebuje, ne vem, kakršnokoli zdravstveno pomoč, pač mora sam priti prej. Ampak ja, 1 uro imamo pravilo, da mora biti pred treningom v garderobi.
Imate prej preventivo, jo sami igralci delajo, delate to skupaj? Igralci sami imamo zelo dober fitness, tako da igralci smo jim pokazali, kaj naj bi delali. Mislim, da imajo tudi zelo dobro neko osnovo, da so glede tega, mislim, da smo veliko tudi v tem segmentu napredovali. Tako da oni sami pridejo, naredijo neko preventivo in potem, ko pridemo na igrišče, jih mi za vsak slučaj še zelo dobro gremo, tako da gremo bolj dosti hitro lahko na vaje. Po treningih imate še kakšno rutino ali je bolj kot ne, so konec, se stuširajo in grejo domov? Ja, se pravi, tle bi radi tudi neke stvari še nadgradili, se pravi, radi bi imeli neko svojo kuhinjo, svojo prehrano, nek počitek, ki bi se lahko igralci družili. Imamo neke prostore, ki se igralci družijo, ampak jaz to druženje bi rad imel na nek drugačen način, tako da si mogoče tudi kdaj kakšno tekmo pogledajo pa sami sebe, ko smo se prej pogovarjali, analizirajo. Tako da mislim, da imamo neko, bom rekel, dobre pogoje za še enkrat za slovenske razmere, ampak da jih pa res lahko nadgradimo in da smo lahko res na nekem še višjem nivoju. Pravi, je zate ideja to, da bi igralec prebil v klubu tam proti 6-7 ur, da opravi ta svoj delovnik v klubu, tako ko, ne vem, smo se pogovarjali tudi z Hanžičem, ne, ali pa v Domžalah na podoben način funkcionirajo, ne, da igralci prihajajo nekje na skupni zajtrk ob 9, pa potem imajo neke rutine do predtreninga, ob 11 trening, pa po možnosti še potem kosilo skupno. Imaš ti tudi na takšen način idejo, da bi enkrat pripeljal ali pa da bi tako deloval kot trener v nekem klubu? Ja, sigurno. Jaz, kot sem prej razlagal, se pravi, ne vem, če jaz vidim, kaj oni jejo, je pač večja možnost, da bojo potem oni doma tudi te stvari samoiniciativno delali. Se pravi, jaz si želim to kontrolirati, se pravi, čim več stvari, ki so lahko do nas, da mi to naredimo. Se pravi, jaz zdaj ne vem, kaj igralci po treningu delajo, grejo počivati, probam jih usmerjati, ampak zakaj ne bi imel to pod kontrolo, če lahko? Normalno, se nam je vsem želja čim več tega nadzorovati, kar se tudi izven treninga dogaja. En del tega je to, kar smo se premenjali, ali oni gledajo video analize ali igrajo igrice doma, ne, grejo za sebe še kaj narediti ali se dolgo časijo, in tu se mi zdi, da je kar dober del tega. Se mi zdi, da si dobro rekel, no, pač ena stvar je ustroj kluba oziroma sistem, ki jih pač sili v neko stvar oziroma usmerja v neko stvar, da oni vidijo, da je to dobrobit. Druga stvar, ko je zelo pomembna, se mi zdi pa čist, da jim predajaš informacije in znanje, da oni sploh razumejo, zakaj je to pomembno in kaj je tisto, kar lahko naredijo. Te dve stvari se mi zdita dosti ključni, sploh glede na to, da mi vseeno v dobri meri tudi vzgajamo mlade igralce. Ja, sigurno. Vedno govorim tudi s trenerji, ki se pogovarjamo, da jim pač mi moramo biti za vzor. Ne predstavljam si, da igralci pridejo pred nami. Ne vem, tudi ne predstavljam si, da bi mi trenerji imeli 100 kil, njim pa razlagali, da morajo gledati, kaj jejo. Tako da, ja, veliko iskreno dam na te stvari. Če kje pa pol najdeš ti čas za rekreacijo, da ostajaš fit po vsem delu, ki ga upravljaš? Se je rekel, prej pride na trening, pa gre na bench najprej dvigne, da vidijo, da Ne, tam še video analizo dela, čakaj. Ja, dobro. Ja, probam, imam pač tudi 3 otroke, ampak mislim, da če si dobro organiziran, da znaš bolj racionalno tudi čas koristiti. In bogati ljudje so tisti, ki znajo upravljati časom, tako da probam to vse nekako komponirati. Vse enkrat mislim, da mi gre dokaj dobro, no, upam, da bo tako tudi trajalo. Okay. Sem že mislil, da imate skupne treninge, ko jih ti vodiš, pol tudi za staff, veš.
Ne, jih pa izkrpno, dosti trenerjev z mano pač laufati, ne vem, mogoče bi mogel Denisa vprašati, ampak dvakrat sem dobil občutek, da moj bed, ko jaz grem, pa je šel zraven, zdaj gre pa, včasih on zdaj mene tera, jaz njega, tako da ja, to potegne. To moram še preveriti, ne, veš. Se je rad treniral, sam jaz se ga ne spomnim kot igralca, da bi bil da bi to krat treniral, ne, tako zdaj ne vem, a prihaja v zrela leta res, ali kaj pa. Ja, malo se zaveda, se tudi sam reče, da nikoli ni rad pač treniral, ampak se mi zdi, no, da tudi zdaj, kaj je on v tem trenerskem poslu, da malo širš gleda in razume in tudi igralcem pač govori isto, da naj ne delajo nekih stvari, kar smo jih mi delali narobe. Okay. A drži, da ti najrajši igraš v nekje razporeditvi 4-2-3-1? 1-4-2-3-1. Jaz, se pravim, mene kdo vpraša, v katerem sistemu ti rad igraš, ne vem, če bi me Toni Liri vprašal, bi takoj vam izstrelil. Danes prvo pogledam, kaj imam. Mislim, da so sistem igralci, tako da vsak sistem ima neke prednosti, slabosti, tako da odločam se pol, ko vidim, kakšne igralce bom imel. Kaj zdaj igraš v Kopru? Največ igramo 4-3-3. 4-3-3, z enim defenzivnim veznim. Tako, in 2 ofenzivna. Ali ga igraš kot Liverpool, 2 v linijo? Ne, igram z enim defensivnim. Varovalka mora biti, ne? Tako. Ziher. Koliko ti je zdaj ideja tvoja glavna? Še vedno stremiš k temu, da imaš visoko posest, ali stremiš k temu, da prihajaš čim hitreje v gol? Ja, dobra ekipa mora znati igrati vse. Se pravi, ko vzamem žogo, stremim k temu, da grem čim hitreje. Zdaj v pozicijskem napadu ne silim, čakam nek trenutek, mislim, ga probamo izkoristiti. Zelo pomembno mi je, da v tej posesti, da vsaka naša podaja ima nek cilj, se pravi, da s to neko podajo nekaj hočemo, ampak ja, rad imam dominanco, tako da se pravijo, če imaš žogo, imaš samo en problem, moraš dati gol. Če nimaš, imaš 2, moraš žogo še vzeti zraven. Ali pa čakaš, da si ga sami dajo, ne? Ja. Ne, to je zdaj čisto, ko smo že prej Dušana omenili, ne? Jaz sem njemu rekel, ne vem, a je bilo to v podcastu, je bilo izven, da ko sem jaz njega gledal v Triglavu kot trenerja, pa v Olimpiji, se mi je zdelo, da igra samo zato, da igra, ne da igra za gol. In da je vedno, ko je prihajal v zadnjo tretjino, da se mi je zdelo, da nimajo več ideje, kako iti v gol. Da v Celju je bilo pa to zelo, zelo dorečeno. Lahko rečem, da se mu je zelo videla ta igra 2-1 ali pa 3-2 in ti to utekanje za zadnjo linijo in iskanje te globinske podaje, ne. Si tudi potem iz te Ilirije, iz tega tvojega total futbala pa veliko posesti prešel, da iščeš zdaj več to globino, a ti je, ne vem, koliko sem prej omenil Liverpool, ne, ki tudi zelo različno igral, odvisno proti komu, a gre v visoko gor, a gre v nizek blok že v fazi branjenja in tudi koliko hitro ima te prehode. Se ti precej prilagajaš ali poskušaš imeti neko svojo dominantno vlogo, da se morajo vedno nasprotnik te prilagajati? Ja, zdaj iskreno, prej so se pogovarjali o nekih igralcih, ki sem jih pač pripeljal. Moja želja je bila, da pripeljem take igralce, da si lahko, v bistvu, da lahko igram vse. Če me razumete, da se lahko jaz odločam, kaj bi rad igral. Zdaj, če bi imel, ne vem, počasne napadalce, bi probal verjetno biti čim bliže golu, ker zavedal bi se, če sem v nizkem bloku, da dokler jaz pridem gor, bo konec fuzbola. Tako da mislim, da imamo zdaj ekipo, da lahko igra vse. Zdaj najtežje mislim, da igrati pač neko posest, sploh ko je nasprotnik v nekem nizkem bloku.
Tukaj se zavedamo vsi, da moramo še veliko napredovati, da to ni lahko, ampak kar je bila neka osnova, se pravi, izhajali smo iz obrambe, vedno govorim, da jih nikoli ne moreš dati, kolikor jih lahko dobiš, tako da mislim, da smo igro v obrambi popravili, da smo v teh prehodih, bom rekel, dobri. Jaz si pa želim, še, da bi bili dominantni čez celo tekmo in res kontrolirali čez celotno tekmo igro, da se v bistvu samo nas vpraša, ali bomo zmagali ali ne. To so neke želje. Pa te je kaj strah, da se bi ti zgodil potem, ne vem, če imaš veliko posest, da igralci v zadnji tretjini premalokrat grejo v riziko te globinske podaje ali pa v igro 1-1, ampak potem samo držimo to žogo in jo držimo in nimamo več cilja. Ne, ni me strah. Ni me strah, ker mislim, da se pogovarjamo o tej zadnji tretjini. Zelo pomembno je, da ekipa ima neke, bom rekel, vzorce, neke cilje na vsakem delu igrišča, da ve, kaj hoče. Se pravi, jaz sem prepričan, da če držiš ekipo daleč od gola in če si dober v razporedu, da to lahko zelo dobro kontroliraš. Zdaj, moraš imeti igralce, ki so sposobni kriti na velikem prostoru, kajti če tega nimaš, se moraš prilagoditi. Ampak še enkrat, mislim, da imamo ekipo, da lahko igramo, kakor hočemo. To pomeni, da igrate vedno na zmago in da boste na koncu prvaki. Ja, vedno igramo na zmago, se pravi, tvoja igra je vedno malo odvisna tudi od nasprotnika, se pravi, ampak hočem povedati, imamo neko hitrost, lahko, ne vem, vsakmu v naši ligi izbežimo, se pravi, lahko se načrtno povlečemo, lahko igramo visoko, se pravi, lahko smo tudi, ne vem, v srednjem bloku. Mislim, da za to ligo imamo dovolj kvalitete, da lahko vsakega nasprotnika zmagamo. Taka rdeča nit tvoje trenerske kariere je prilagodljivost in prilagajanje, se mi zdi, do zdaj, kar smo šli čez. ali pa mogoče glavna lekcija, ko si jo doživel do zdaj. Ja, se pravim, mislim in vedno igralcem govorim, da je zelo pomemben, da se znaš v življenju prilagajati. Se pravi, jaz bi rad, si želim, da mi zmagujemo in da se s tem učimo. Se pravi, mi, ko smo zmagovali tekme, smo se zavedali, da veliko stvari nismo bili dobri, da moramo stvari popravljati in smo jih analizirali in iz tekme popravljali. Tudi, ko smo izgubili, je bilo, mogoče se malo čudno sliši, na tej tekmi veliko več nekih dobrih stvari kot slabih, ampak ko izgubiš tekmo, ampak neka stabilna ekipa ne niha. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Se ti zdi, da se v slovenskem prostoru več ali pa preveč ukvarjamo samo z fazo napada in manj ali pa premalo z fazo branjenja? Da se ti je to mogoče v Iliriji tudi zgodilo? Zdaj, težko bi generalno govoril o celotni ligi, zdaj malo to odvisen od kluba, od trenerja. Na koncu moje neko osebno mišljenje, ekipo, ko pogledaš, je vedno odraz nekega trenerja. Se pravi, ekipa vedno izgleda tako, kot trener hoče. Govorimo, če je trener v nekem, ne vem, 6-mesečnem obdobju, ne govorim zdaj o enem mesecu, 2. Tako da zdaj ne vem, če se pogovarjamo o Bravotu primer, bi se težko pogovarjala, da zdaj je glih obramba slabši del. Mislim, da so oni med najboljšimi, če ne najboljši v tem segmentu igre. Ja, zdaj, ko si tu tako rekel, se mi zdi, da mogoče so prejšnja leta celo več poudarka, zato sem te vprašal, deval na fazi te ofenzivne igre in da so zdaj, rečemo, mogoče letos malo več poudarka naredili, da so ravno čvrsti v tej drugi coni in imajo dosti hitre prehode potem naprej. Ne? Da tega mogoče v prejšnjih 2 sezonah, če tako rečem, ni bilo toliko veliko. No? Ampak generalno gledano, ko se mi pač pogovarjamo, ne, je odraz v fazi branjenja
ponavadi pač neka razporeditev igralcev na igrišču in kako stiskajo prostor ali pa usmerjajo žogo ali pač več stvari. In glavna težava se nam mogoče potem dogaja tudi to, da nam v, ne vem, zadnji tretjini tekme, zadnjih 30 ali pa 20 minut, ko začne padati koncentracija, ne, ni toliko avtomatizirano več, da bi se igralci avtomatsko razporejali v fazi branjenja, še vedno pa dobro delujejo ali pa tečejo lahko naprej. Sam se ti potem zgodi, ker je napaka pač tudi sestavni del igre, da ker nisi dobro razporejen, da ima pa nasprotnik potem možnost lažjega zadetka. Tako, pač samo vprašanje glede mnenja, ne, kam bi se ti opredelil, da dovolj treniramo ene ali druge faze, ali si se ti v svoji karieri zdaj trenerski naučil, da moraš pač paziti na eno bolj ali pa na eno manj. Ja, se pravi, Ker si rekel prej, ne, da prvo se moramo dobro naučiti braniti, da bomo lahko potem dobro napadali, ne, da je to osnovno izhodišče. Ja, en primer, jaz, ko sem prišel pač v Koper, smo se pogovarjali, da je imel pač klub veliko smole, da bi pač lahko veliko tekem zmagali. Jaz osebno mislim, da pač celotno gledano čez prvenstvo, da si vedno tam, kar si zaslužiš in da je prvenstvo vedno na koncu realno. Se pravi, po 36 kolih je bil Koper pred zadnji samo iz enega razloga, ker je drugi največ dobil golov. Če pogledamo neko statistiko, boste hitro videli, da je prvih 5 ekip dobil najmanj golov. Se pravi, ja, obstajajo izjeme, ampak to ni pravilo. Tako da obramba je vedno neka osnova. Zdaj imaš pač več načinov, kako se braniš. Zdaj bliže, ko si golu, je večja nevarnost, da si za vsako napako kaznovan. Nek način moraš imeti, ampak zdaj težko bi rekel, koliko kdo namenja, ker toliko ne poznam, se pravi, nisem spremljal ne vem koliko treninge drugih ekip, da bi to lahko racionalno ocenil, ampak nekaj, če vam povem iskreno, nauč, kolikor to zgleda, ja, imamo ogromne rezerve, vsi skupaj kot liga. Nace, si še tu? Ja, sem še tu. Jaz se učim, v redu je. Ni moj močen teren tukaj, pa sedim v prvi vrsti pa poslušam. Lahko še mogoče sam ta del. No? Zdaj, v Kopru zagotovo imaš bolj izkušeno ekipo, kot si jo imel do zdaj, sploh kar se tiče Krke. Ne? Koliko je razlika delati z malce bolj izkušenimi ali pa starejšimi igralci ali pa temi, ki so šele dobro zapustili mladinski staž? Kje vidiš ti glavno razliko? Ja, glavna razlika je, da hitreje dojamejo. No. Če iskreno, pač zaradi tega so izkušnje. Ne vem, en Morajčevič v bistvu enkrat, ko poveš, je dovolj. Se pravi, igral je na tako visokem nivoju, da hitro dojame, kaj bi rad, hitro se ti prilagodi. Tako da je to res lažje, se pravi, rabi manj ponovitev. Prej so se pogovarjali o nekem razvoju, o rezultatu. Zdaj mene moti v Sloveniji, ne vem, nekatera ekipa pač, ne vem, zgublja tekme, pa pravi, ja, mi razvijamo. Kdo pa ne razvija? Ne vem, jaz mislim, da vedno mora biti malo pritisk rezultata in igralci, trenerji, moramo to sprejeti in se s tem znati soočati. In skozi rezultat je zelo pomembno, no, da se znamo razvijati. Tako mislim, da nam iskreno slovenska liga ne zna toliko igrati na rezultat, no, kot če pogledam nam sosednje lige. Kaj bi ti glavno želel, da se v slovenskem prostoru potem spremeni? Da se igra več na rezultat, da poskušamo več dvigniti tempa, da poskušamo, kaj bi ti spremenil? Jaz bi spremenil vse. Ja, iskreno. Državo. Spremenil bi v bistvu prvo način gledanja.
način gledanja. Zdaj razumem, da vsak drugače vidi, ampak če smo realni, vidimo, da smo težko konkurenčni. Se pravi, če si težko konkurenčen, se moraš znati prilagoditi. Vsaj tako je moje razmišljanje. Zdaj, ali pa nekaj moraš spremeniti. Se pravi, mislim, da naš sistem ni pravi in da na ta način bomo težko konkurenčni, če si iskreno. To meni sistem dela, ali kaj? Ja, sistem dela, se pravi, že od mlajših selekcij, od reprezentanc do članov, do načina sojenja, do vsega. Ne vem, jaz sem zdaj pač povem, na začetku, ko sem prišel v Koper, ko smo igrali neke mednarodne tekme, niti blizu nismo bili, ne da bi zmagali. Se pravi, v vseh segmentih igre, se pravi, do duela, do razumevanja igre, zaostajamo, nažalost. Pa misliš, da je to razlika v kvaliteti igralca, a je tudi v načinu, kako mi delamo za igralci? Oboje, se pravi, posodimo ali resnice, se pravi, mi skozi govorim, dobro delamo, ja, odvisen, kakor gledaš na katero stvar. Zdaj, res je, da smo mi majhni, res je, da imamo, bom rekel, nimamo nekih zelo, zelo dobrih pogojev, če smo iskreni, da smo malo omejeni, ampak to ni razlog, da ne moremo delati bolje. Kaj bi pa ti spremenil? Kaj bi, se pravi, ne vem, 3 stvari, prve stvari, ki bi jih spremenil. Ko si sojenje rekel, bi verjetno naredil isto, ko so Hrvati, da so se dogovorili, da bojo pustili malo bolj čvrsto igro jim sodniki, ne? To je prvo, to skozi govorim, se pravi, naša liga, bom rekel, je slaba, iskreno, se pravi, in potem še z nekim trganjem igre je še slabša. Tako da, ja, prvo bi pustil malo bolj moško igro. Ja, to se velikokrat se nam zgodi, da na treningu jih pustimo, da se stepejo skoraj, ne, ampak še vedno vemo, kje je meja v odnosu, pa kar se tiče fair playa, potem priješ pa na tekmo, ti pa zelo hiter, ne vem, da že ne rečeš ono, skoraj sam mimo njega tekel, pa je že ni pravilno mimo njega tekel, pa je že faul, ne. In so potem igralci nervozni, pa še kdo drug zraven. Ampak a bi ti generalno, ko si rekel tudi delo z mladimi, kaj te je zmotilo, rečemo, ko si opazoval delo z mladimi, da bi potem lahko dvignili tudi nivo na konec članske lige? Dobro, prvo, kar je, da so drugi časi. Zdaj, če pogledamo današnjo mladino, je dejstvo, da so več z računalnikom in manj na igrišču, se pravi, neke osnove tehnike nam primanjkuje. Tle mislim, da imamo prvi problem, no. Naslednji problem je ta nek sistem, ki ga jaz vidim, ne vidim razloga, glede na to, da smo majhni, da ne bi pustili nekatere igralce, ki zaostajajo v svojem razvoju, da bi igrali za mlajše selekcije. Ne vem, da bi mogoče mladinski ligi dovolili, da igrajo 4 igralci starejši, se pravi, da bi s tem približali in omogočali tem igralcem, da je lažji prehod iz mladinske lige v člansko. Se pravi, jaz mislim osebno, da se da ogromno narediti, ampak se pravi, nisem jaz mogoče zato tukaj, ampak če bi vsak od nas dal nek svoj predlog, mogoče je večja možnost, da bi nekdo slišal in o tem malo razmislil. No, sej tudi Davor v prejšnjem podcastu je pač izpostavil ravno ta problem vključevanja mladih igralcev, ali pa mi se večkrat pogovarjamo to obdobje od 19. nekje do 22. 23. leta, ko vsi igralci že menijo, da morajo biti najmanj Benjamin Šeško, če ne kaj več, ne, ampak nimajo vsi te možnosti toliko hitrega fizičnega razvoja, ker nekdo se vseeno fizično kasneje razvija ali pa dozori. A ti meniš, da je Slovenija zdaj že prišla na nivo, ko bi lahko naredila, ne vem, to Ligo 21? Ne vem, če moramo narediti Ligo 21. Vse, če dovolimo 3-4, da so lahko starejši, pa da igrajo za mladince, je po moje to že nek korak. Mogoče, da
U15 s kadeti združimo, kajti vemo, da smo pač odvisni od teh financ in da nimamo jih ne vem koliko. Tako da, ne vem, če združimo U15 pa kadete, da se skupaj peljejo na tekmo in mladince v bistvu ločimo in dovolimo, da par starejših igralcev naredimo, jaz mislim, da smo še nekaj naredili. Meni je že pred leti bil en zelo zanimiv podatek, ki so ga na Danski nogometni zvezi naredili. Ne. Gledali so, koliko reprezentantov in generalno pač otroka imajo, ki so rojeni v zadnjih 4 mesecih in nastopajo za dansko reprezentanco za mlajše kategorije, kar pomeni potem tudi za naprej. Ne. In pokazali se je, da nimajo nobenega v 6 generacijah. Ne. Ker je pač fizična razlika januar, februar, marec toliko velika napram oktober, november, december, ne, da je pač to eno leto, ki ga danes pa nogomet postaja, je pomemben ta dvoboj tudi ob vsej tehniki zraven, ne, da jih izrinejo na neki fizični moči, ali pa tudi trenerji smo tisti, ki ne damo mogoče tistemu nekemu suhcenemu, drobnemu priložnosti, ker je še prepočasen, ker ne more duela držati in tako naprej. Bo pa, ko bo dozorel, verjetno ravno takšne rezultate dosegal, ampak ne imel pa kilometrine pa izkušnje. Sigurno, jaz lahko povem iz svojih izkušenj, ker sem ukvarjal se tudi z individualnim treniranjem, se pravi vsaj osebno mislim, zelo perspektivnih fantov sem treniral, ki so zaostajali v rasti in niso mogli biti niti zraven ekipe, kar se mi zdi res škoda, ker še enkrat ni nas veliko in za mene so to bili pač talenti in če bi oni lahko igrali zaradi svojega razvoja za mlajše, pač neke selekcije, jaz v tem ne vidim problema, mislim, ampak razumem pa, da tudi trenerje, kajti že soočamo se s tem, da smo že, ne vem, prvo 12 odvisni od rezultata, da te nadrejeni vpraša namesto, kako ste igrali, koliko si igral, da je pač, ja, prej sem povedal, nič narobe, rezultat mora biti vedno pomemben, ampak moraš pa vedeti, kdaj pa kje. Pa na kak način si prišel do njega. Na kak način, tako. Kje pa vidiš ti največ možnosti ob sojenju, če sem zdaj malo sarkastičen, da bi pa lahko naredili mi kot trenerji ali ne vem, kot klubi, da bi se tudi članski nogomet dvignil na višji nivo? Prvo, kar bi jaz naredil, bi tudi njih malo analiziral. Zdaj, ne vem, imamo kar nekaj nogometnih oddaj, nisem videl, da nekdo komentira sodniške odločitve, celo če si upaš kaj reči, si hitro kaznovan. Jaz mislim, da se iz napak lahko vedno več naučimo in če bi nekdo iz neke druge perspektive pač mogoče opozoril na nekatere stvari, bi lahko tudi sodniki hitreje dorasli nekim situacijam. Se pravi, igralcu se je težko prilagoditi, če včasih ne piskaš res neka grob prekršek in potem naslednjo situacijo en dotik piskaš. Se pravi, še enkrat, mislim, da bi se lahko eni od drugih učili in evo, tle mogoče vidim neko priložnost. Kaj pa misliš, kje bi pa mi kot trenerji lahko še naredili spremembo? Mi kot trenerji, se pravi, mislim, da v tem nekem izobraževanju, zdaj glavni problem, če sem iskren, so neke finance. Veliko trenerjev mora pač iz službe iti na trening in to je glavni problem. Zdaj, jaz iskreno sem zelo vesel, ker zdaj dobivamo občutek, da se malo več naši stroki in tem mladim trenerjem zaupa. Zdaj, lahko se pa, se pravim, obstaja več nivojev v življenju, moramo se zavedati, kje igramo in jaz mislim, da moramo iti malo tudi širše pogledati nekatere stvari in mogoče čez mejo se izobraževati v kakšnih stvareh. Meni je zelo zanimivo, ne, pred 2-3 leti je en videoposnetek bil od Burnleya, ko je kazalo igralca, kako preživi dan v klubu. Ne vem, če ste vidva to gledala.
pač od tega, kako pride, ima skupen zajtrk, neke skupne videoanalize, pa potem trening, pa potem skupno kosilo, pa druženje po kosilo, ne vem, so igrali biljard, pa pikado, pa potem spet neke druge stvari. Vmes nekje je še šel v krivo komoro, zdravniki so ga itak, si imel občutek, da so ga 3-krat že pregledali, ne, pa še ga kar čekirajo. V glavnem, ko pogledaš vso infrastrukturo in kak finančni zalogaj je tako ok, kdaj bomo mi lahko blizu tega prišli, ne? Pa zdaj bom tako rekel, to je sam Burnley, ki vemo, da vprašanje, če bo igral v naslednjih 20 letih v neki Evropi ali pa ne vem kje, ne. Pa upam, da se nisem zmotil, da ga ne bo zdaj kak šejk kupil čez 3 tedne, ne. Ampak na drugi strani, ko govorimo o tej majhnosti, se mi pa zdi, da bi vseeno morala tudi država malce zraven tudi pristopiti, ne. In podpreti to, kar si ti rekel, ne, da trener ne gre zjutraj v službo, oddela, ne vem, nekje 8 ur in potem pride še popoldne na trening, ker ne glede na vse znanje, ki ga imajo, vprašanje je tudi njegova kvaliteta, tako kot od igralcev, ko si sam imel izkušnjo, ne, priše po 8 urah, je stal na nogah v službi ali pa sedel, vse nima veze, ne. In zdaj ti iz njega naredi nacija midva trening hitrosti, ne, ali pa fitness, pa so vsi veseli, ne. Če ne veš, a je boljše, da je stal ali da je sedel tisti posnet. Tako mislim iz tega vidika, ne. Jaz se tudi strinjam s tabo, jaz mislim, da znanja imamo dovolj, ne, pa sem prepričan, da je še kar nekaj trenerjev, ki ste na zelo dobri poti ali pa imate željo spremeniti slovenski fuzbal samo na boljše, ne. Ja, se pravi, mislim, da smo za danes več kot dovolj pametovali, tako da upam, da bo komu ratalo do konca pogledati oddajo, ne. Bo. Upam, da si užival, no. Pa da še kdaj ponovimo. Ja, z veseljem sem se odzval, res hvala vama. Sam veš, Igor, da sva se velikokrat videla tudi na nogometnih igriščih in da mi je bilo vedno veselje se s tabo o čemerkoli pogovarjati in se tudi veliko od tebe, tudi na predavanjih, ne vem, če se sploh zavedaš, da ko sem začel s C-licenco, da sem te imel, tako da... Najhujše je, ko si 25 let v tem, veš, na tem usposabljanju, pa te že vsi skoraj grejo čez tebe, ne, tako da slej prej. Sam najhujše je, ko na koncu vsega usposabljanja rečem, pa bodite nežni z mano, ne me preveč, veš, a lani mi je dal pol takoj 3-4 komade, ne vem, koliko smo jih dobili na koncu, 6. Ja, lej, tam pa ni milosti, to pa je drug teren. Na koncu si vedno odvisen od igralcev, to moraš vedeti. Ja, pa veš, kam je na koncu tekme rekel, vse lepo igrate, ne, sam premalo na rezultat. Ja, evo, če si iskren, ste zelo lepo igrali, imeli veliko priložnosti. Sam nismo ga zabili, ne. Ja, dobro, sej. Za gole se igra v vsakem primeru. Ful ti hvala. Hvala. Res. Nace bo odpiskal še. Jaz bom odpiskal. Hvala, Zoran, za tvoj čas, pa pozornost, pa vse, kar si delil z nami. V veselje mi je bilo. Jaz sem pa prvič s tabo debatiral, pa upam, da ne zadnjič. Hvala, pa srečno še naprej v sezoni. Enako, lep večer. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube in pa seveda lahko pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev ter povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.